Torej, kot sem že omenila, 9. januarja se je odprl prvi razpis v tem programskem obdobju, tokrat za Urbact akcijska omrežja. V Urbactu torej obstajajo različni tipi omrežij in akcijska omrežja so tisto neka osrednja omrežja, ki že najdlje časa delujejo, torej ta neka partnerstva mest, ki skupaj delujejo na istem, torej v smeri iskanja rešitev na skupni urbani neki izziv in oblikujejo torej te akcijske načrte, zato se imenujejo Urbact Action Planning Networks v angleščini. Razpis pa je odprt do 31. marca do 15. popoldne. Tako. Zakaj se mogoče prijaviti? Mogoče ste to že malo iz teh videov razbrali, ampak nekako glavni namen teh projektov je neka izmenjava izkušenj, navdiha, torej z drugimi mesti po celotni Evropi, da imate torej možnost in čas se res posvetiti temu izzivu, ki vas žuli in da ga lahko res dobro in celostno naslovite, da razvijate neke nove spretnosti na tem področju. Tukaj imate res vso podporo možno, da lahko se tudi vi kot zaposleni v teh vaših občinah, regionalnih agencijah, kakršnihkoli torej organizacijah, kjer delujete, da imate možnost torej dobiti neke nove spretnosti, kako oblikovati te neke celostne politike, kako se lotiti vključevanja prebivalcev, kako torej narediti neke, kako oblikovati neke ukrepe, neke akcije, neke dokumente, ki bojo torej čim bolje sprejeti, bojo čim bolje delovali in vam bojo lahko torej dobro služili in bojo torej prinesli neke dobre in konkretne spremembe v vašem mestu. Torej, na mednarodni ravni ta izmenjava deluje predvsem v okviru nekih srečanj med mesti, torej v čas, torej če je le možno v živo. Ta srečanja v času covida so se pa žal morali premakniti tudi na internet za temi mednarodnimi srečanji, ampak so tudi tukaj vzniknile neke take zanimive, inovativne prakse, kako se tega lotiti na najbolj zanimiv način. Mednarodno znanje se pridobiva tudi na nekih večjih dogodkih, ki jih Urbact organizira, to so neke take, oni jih imenujejo poletne univerze, kjer se v intenzivnih par dneh uspemo iti čez neke te korake, ki jih boste v procesu, torej vi kasneje potrebovali in pridobivate tudi tam znotraj delavnic različne veščine in se pa seveda torej mrežite z ostalimi mesti, ki so na dogodku. Na lokalni ravni oblikujete tako imenovane Urbact delovne skupine. To so skupine, v katere povabite različne deležnike, prebivalce, torej tiste, ki jih kot neke svoje relevantne sogovornike prepoznate in skupaj z njimi torej oblikujete ta načrt, kako bi lahko ta svoj izziv naslovili. Kot neka novost v zadnjem času pa se v omrežje dodaja tudi možnost eksperimentiranja, torej del proračuna je namenjen tako imenovanim nekim malim pilotnim akcijam, kjer lahko te svoje stvari, ki jih načrtujete v samem akcijskem načrtu, tudi preizkusite, izvedete, da vidite in torej pridobite neke odzive, da vidite, če razmišljate v pravo smer. Kot omenjeno, ob vsem tem imate torej podporo strani strokovnjakov, vsako omrežje dobi svojega vodilnega strokovnjaka, ki torej omrežje vodi na svoji poti, ob tem pa so še neki dodatni strokovnjaki, ki pa sodelujejo še dodatno in so podkovani na različnih področjih, malo bolj specifično. Vse vaše aktivnosti pa torej je možno, da se tudi komunicira navzven in da se jih nekako zbira kot neke zbirke znanj,
Na Urbak spletni strani je tako mogoče že zaslediti ta Knowledge Hub oziroma neki center znanja, kjer so na različnih področjih že te zbirke znanj dostopne in jih lahko tudi že danes si pogledate in tudi že tukaj dobite kakšno idejo, kakšno rešitev za mogoče kakšne svoje vprašanja. Seveda pa imate tukaj pri tem še podporo nas kot nacionalne Urbak točke. Kot omenjeno, tale celostni akcijski načrt, ki ga mi imenujemo v slovenščini oziroma Integrated Action Plan, je torej eden izmed teh glavnih rezultatov vseh omrežij, torej vsako mesto, ki sodeluje v omrežju, mora znotraj procesa oblikovati ta celostni akcijski načrt, v katerem si zada neke cilje in torej sploh preveri, kakšne so razsežnosti njihovih izzivov in kako bi jih lahko naslavljali. Mogoče, kot sem že prej omenila, torej Urbak se ne zamejuje in torej omogoča, da se lahko mesta ukvarjajo točno s tistimi urbanimi izzivi in temami, ki jih pestijo. Medtem pa nekako želijo, da v tem programskem obdobju v svoje delo vključujejo neke pomisleke. Torej, tukaj ne govorimo, da mora vaše omrežje točno naslavljati enega izmed teh pomislekov, to so zeleni prehod, digitalna preobrazba in pa enakost spolov. Torej, to niso neke teme, ki jih vi morate naslavljati ob prijavi, kot da bo omrežje se ukvarjalo s to temo, ampak znotraj delovanja vašega omrežja, ko boste pač vi razmišljali, kako oblikovati, ne vem, tudi če boste razmišljali če boste imeli omrežje na področju oživljanja mestnega jedra, boste tam znotraj tega razmišljali, kako bi lahko poskrbeli, da je jedro oživeto tako, da bo torej naslavljalo problem enakost spolov, da se bodo tako ženske kot moški, kot tudi različne vaše ciljne skupine torej v tem prostoru počutili enako udobno. To je kot en primer, ampak na tak način je tukaj mišljeno, kot ti neki dodatni premisleki. Bo pa tudi Urbak na to temo izvedel kar nekaj delavnic, kar nekaj podpore, da boste tudi dobili to znanje, ki vam bo vsekakor lahko služilo tudi pri vašem drugem delu. Zdaj pa mogoče tako malo bolj pa res zagrizemo v tole jabolko. Kaj torej to partnerstvo omrežje sploh pomeni? Tukaj govorimo o omrežju, ki je sestavljeno iz 8 do 10 partnerjev, torej kar velika omrežja. Pri tem naj bi bila večina partnerjev res mest oziroma upravičencev mest oziroma temu podobnih nekih institucij, 2 pa sta lahko nemestna. Vi kot mesto se lahko, če se odločite za vodilnega partnerja, torej eno izmed mest v vsakem omrežju nastopa kot vodilni partner in prevzema torej neke te dodatne odgovornosti, koordinacije omrežja in pa v tem koraku torej oddaje same prijave. In kot vodilni partner se vi lahko prijavite le v enem omrežju. Torej, vi lahko oddajate prijavo kot vodilni partner le torej enkrat, lahko pa sodelujete v koliko hočete prijavah kot navadni partner. Torej, tukaj ni omejitve, da v sami prijavi se vi ne bi mogli vključevati v več prijav, ko pa so omrežja potrjena, pa imate možnost sodelovati le v 2 potrjenih omrežjih naenkrat. Ob tem mogoče še je zanimivo ravnovesje partnerjev. Urbak spodbuja predvsem tudi sodelovanje mest iz manj razvitih regij in regij v tranziciji po tej kohezijski politiki. In torej želijo, da je 70% mest, ki sodelujejo v omrežjih iz teh 2 nekako pokritosti. V to pa ne vključujejo še te dodatne članice, ki imajo možnost sodelovati, ki niso članice EU.
Zdaj pa mogoče to, ja, kaj je to, ko govorimo o mestih. Prej sem omenila, v Sloveniji govorimo o občinah, ampak to niso edini tisti, ki so upravičenci za sodelovanje v Urbach omrežjih. Ob tem so torej vsa javna in poljavna lokalna podjetja, ki so bila vzpostavljena s strani ene ali več občin. Nižje ravni lokalne oblasti, to pri nas sicer nekako ne pride v poštev, ker ne imamo na tak način vzpostavljenih teh ravni in pa neki metropolitanski organi. Medtem, torej v Sloveniji smo imeli že od občin kot neke tiste glavne, ki jih Urbach targetira, smo imeli tudi že regionalne agencije, neke javna podjetja, javne zavode, ki so prav tako že sodelovala v Urbach omrežjih. Dodatno, to je pa tisto, ki je v prejšnjem tukaj pisal, 2 nemestna partnerja na omrežje sta možna, oziroma v primeru, da je partnerskih mest samo 8, je lahko samo 1, torej nemestno, en nemestni partner. To so pa različne neke dodatne inštitucije, kot so univerze, raziskovalni centri, neki drugi organi na nacionalni ali pa regionalni ravni, ki se prav tako lahko vključujejo v omrežja, ampak torej v omejenem številu. S kom pa lahko sodelujete? Torej sodelujete lahko z mesti iz vseh 27 držav članic Evropske unije, ob tem lahko še z mesti v Švici in na Norveškem. Kot novost pa so torej te države tako imenovanega instrumenta za predpristopno pomoč, kamor spada Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Severna Makedonija in Srbija. Oni pa imajo neki torej posebni ta budžet znotraj tega mehanizma, ki jim v tem programskem obdobju omogoča sodelovanje. Edino, kaj je, oni ne morejo biti v teh omrežjih vodilni partnerji, ampak samo kot torej partnerji. Še mogoče nekaj glede proračuna. Skupni maksimalni proračun na omrežje je torej 850 000 evrov, kar že vključuje sofinanciranja. Sofinanciranja so podobna kot pri drugih teh kohezijskih programih, glede na razvitost regij, v katerih se torej mesta nahajajo. Pri nas pridejo torej v poštev ta, ki sem jih odebelila. Zahodni del Slovenije, torej zahodna kohezijska regija naša, spada pod razvitejša, z 65% financiranja in pa manj razvita z 80%. Potem so pa tu še ti neki drugi, prek drugih financiranj, ki jih imajo mesta, so tudi drugačno, torej ravnovesja. V ta proračun pa ni vključena torej ta strokovna podpora, torej ta neki žakelj strokovne podpore je še dodaten. Tam je pa na voljo še torej teh 144 500 evrov, oziroma kar je pretvorjeno v nekje 170 dni strokovne podpore. To je pa to, kar izvaja vodilni strokovnjak in pa vsaj 2 oziroma več nekih teh, oni jih imenujejo ad hoc strokovnjaki, to so pa ti strokovnjaki, ki so malo bolj specializirani na določenem področju, ki vam nudijo torej podporo v vašem omrežju. Kako se mogoče lotiti iskanja partnerjev? To je mogoče lahko kar zalogaj in mogoče za koga zveni malo strašno, ampak ne se strašiti. Urbach pri tem tudi omogoča veliko podpore, tudi mi kot nacionalne Urbach točke in nudimo tukaj podporo, kako torej najti neka omrežja, v katerih bi lahko sodelovali. Kot ena izmed takih je možnost uporabe orodja za iskanje partnerjev oziroma Partner Search Tool, ki deluje na Urbach spletni strani. Boste dobili tudi vse linke. Tam lahko torej že sedaj pogledate nek ta nabor projektnih idej, ki jih so že mesta dala na ta seznam.
In če vam je katera ideja všeč, jo lahko to mesto kontaktirate in izrazite željo za sodelovanje v omrežju. Ob tem pa imate možnost, da tudi svojo projektno idejo objavite gor in tako bodo druga mesta lahko vas našla in se vam pridružila in boste lahko začeli torej oblikovati tole partnerstvo. Na tej točki mogoče tudi nacionalne Urbak točke ves čas prejemamo neke informacije strani različnih zainteresiranih mest širom Evrope. Mi bomo to objavljali tudi na naši podstrani Urbak Slovenija, boste tudi dobili link v mailu kasneje. Torej tiste informacije, ki pridejo do nas prek nekih mailov ali nekih drugačnih načine, bomo tam objavljali, da boste tudi tam še dodatno videli. Kadarkoli nas lahko pač na različne načine kontaktirate po mailu, telefonu in nas tudi o tem malo povprašate. Lahko vam nudimo tudi seveda podporo pri oblikovanju neke projektne ideje, ki bi jo želeli objaviti na tem orodju. Tako da res ni veliko razlogov, da mogoče, če vas to zanima, da se v to, mislim, da ne bi preizkusili. Ob tem je na tem Urbakt Get Involved podstrani na voljo tudi veliko dokumentov, ki vam bojo pomagali pri sami prijavi. Najpomembnejši mogoče so te pogoji prijave. Jaz vam danes to na kratko govorim, tukaj pa so res v podrobnosti razloženi vsi ti pogoji, kako se prijaviti, kot tudi nekim praktični vodiči, kako prijava poteka. Prijava sama ni ne vem kako zahtevna, razen tega, da morate dobiti torej neke pisma podpore strani županov oziroma teh vaših vodij, pa da morate torej definirati temo, ki jo želite obravnavati in predvsem argumentirati, zakaj se vam zdi ta tema pomembna, kakšna je njena dodana vrednost. Pa seveda vse, kar spada tudi v vse ostale projekte, kakšno je partnerstvo, opisi partnerstva, razdelitev proračuna in tako dalje. Mogoče kot zanimivost, v preteklosti so Urbakt omrežja delovala v 2 korakih in v tem drugem koraku so mesta morala se ponovno prijaviti oziroma omrežja ponovno iti skozi tak proces potrditve. Tokrat je prijava enostopenjska, torej zdaj se oddaja že vse, kar je potrebno, bo pa potem vseeno pa omrežje deluje v 2 delih, torej v prvem delu od junija, ko se projekti začnejo, pa do decembra se partnerstvo torej oblikuje, skupaj načrtuje aktivnosti in se izdeluje tako imenovana neka baseline study. Po tistem pa vseeno morajo iti omrežja čez neko potrditev, da lahko nadaljujejo svojo pot, torej morajo omrežja nekako prepričati tale nadzorni odbor, da delujejo usklajeno in so pripravljena še na nadaljnje 2 leti skupne poti. Nekaj uporabnih nasvetov, ki smo jih do sedaj razbrali in jih mogoče želimo deliti z vami. Tudi na prejšnjem Urbakt info dnevu sta obe naši sogovornici, tako iz Nove Gorice, kot tudi iz Grosuplja, se nam je ena pridružila, sta poudarili, da ob tem, ko se prijavljate v omrežja, je zelo pomembno imeti trdno, dobro politično podporo. Tukaj gre predvsem, še posebej je to pomembno pri nekih teh temah, ki jih bi želeli obravnavati, ki so mogoče zelo kočljive. To so mogoče predvsem teme, ki obravnavajo nek javni prostor, kjer se mogoče, kjer so mnenja že tako v javnosti zelo deljena in če posegamo na takšna področja, lahko torej politična podpora zelo niha. Teda
v teh primerih je zelo dobro, da tudi že zdaj, ko boste prijavljali projekte, zagotovite si, da se torej vaše vodstvo dobro strinja in da je pripravljeno iti naslavljati te izzive. Urbak sekretariat tudi omenja, da pri vaših prijavah projektov, ko boste ugotavljali, kako opisati vaš izziv, da preverite, kako so se tega izziva že mogoče lotila Urbak omrežja v preteklosti in da potem definirate, kakšna je vaša dodana vrednost, ki je drugačna od tistih preteklih Urbak omrežij. Torej, da se ne bi teme preveč ponavljale. Seveda, pač ene teme so tudi v Urbaktu precej standardne. Na vsakem razpisu je nekaj tem, ki se ukvarja z javnim prostorom, ki se ukvarja z trajnostno mobilnostjo, ki se ukvarja z socialno vključenostjo. Ampak kaj je tista dodana vrednost vašega omrežja, ki je za vas zelo pomembna? Ali mogoče gre, da boste se ukvarjali z določeno specifično ciljno skupino? Ali mogoče je dodana vrednost, da se torej vključujejo mesta, ki imajo neko skupno komponento, mogoče da so to vsa mala mesta, da so to vsa mesta, ki imajo mogoče nek turistični potencial. Neko svojo dodano vrednost omrežja torej morate najti predvsem v tistih omrežjih, ki so po temi mogoče podobna prejšnjim. Tisti, ki se bojo pa ukvarjali z prijavo, torej vodilni partnerji pa bojo morali torej še par drugih stvari biti pozorni. Torej, kako pravilno izpolniti prijavo, kako jo pravilno oddati. To vse pa je tudi seveda na voljo v teh vodnikih na spletni strani. Če imate kakšnokoli vprašanje, pogosto vprašanje je tudi ta Q&A na voljo na tej Urbak podstrani, da mogoče, če vas bo še kaj pestilo, se obrnite na ta pogosto zastavljena vprašanja in mogoče tam dobite odgovor. Seveda, kadarkoli se lahko obrnete na nas, če pa skupaj ne bomo našli odgovora, pa je še vedno možnost tale apn@urbakt.eu mail, kjer so pa tudi na voljo za kakršnakoli dodatna vprašanja. Postopek oddaje, kot sem omenila, je samo za vodilne partnerje posebej pomemben, ker poteka v 2 korakih. Eno je prek tega sistema Synergy, kjer je potrebno oddati prijavni obrazec, potem pa je ta prijavni obrazec treba torej v PDF obliki skupaj s temi ostalimi dokumenti poslati še na tale e-poštni naslov. Tako da tukaj, ampak v tem nekem vodničku na spletni strani je posebej prav vodnik po tem sistemu, izvedete tudi vse korake, kako to prijavo pravilno in pravočasno oddati. Torej, kot neko, če združimo samo še te datume skupaj, ko smo rekli do 31. marca se torej prijave oddajajo, potem bo nek zunanji ocenjevalni organ te stvari ocenil in nadzorni odbor bo enkrat maja torej potrdil tale omrežja, ki bodo imela uradni začetek s 1. junijem in bodo na to trajala 2 leti in pol. Ob tem pa bojo omrežja imela na voljo tudi torej strokovno podporo, kar je tudi že pomembno v času samih prijav. Kot sem omenila, strokovna podpora je na voljo ves čas trajanja omrežij v obliki vodilnega partnerja in pa v obliki nekih dodatnih vodilnega strokovnjaka in pa v obliki nekih dodatnih strokovnjakov, ki vam pomagajo na dotičnih področjih. Z nami je danes tudi Janez Serše, ki je že nekako skoraj veteran v Urbaktu, ima za sabo že kar nekaj izkušenj. Pozdravljeni. Lep pozdrav, ja. Pa bi vam jaz mogoče na tem
na tem mestu mogoče predala besedo, pa nam poveste to svojo izkušnjo, kako ste do tega prišli, kako vaše delo kot Urbak strokovnjak do zdaj izgledalo, da mogoče tudi drugi, ki so z nami, dobijo malo občutka za to. Da jih opogumimo za prijave, a ne? Tako. Ja, hvala in seveda lep pozdrav vsem. No, dejansko v Urbak programu 3 sem bil vodilni strokovnjak od leta 19 do 22 za program, za projekt Find Your Greatness, ki se je ukvarjal z utrjevanjem imidža oziroma reševanjem pripravo politik, ki bi najprej pomogle k utrditvi določenih elementov imidža, brenda vsakega mesta, da bi bilo mesto bolj prepoznavno v domačem in mednarodnem okolju. V letih 13 in 14 pa sem bil v tem programu Urbak 2 tudi vodilni strokovnjak, kjer je bil Transfer Network, prenos dobrih praks. Projekt je bil Gastronomic City in dobro prakso španskega mesta Burgos smo potem na teh srečanjih z različnimi aktivnostmi poskušali presaditi v celoti, delno adaptirano tudi v ena druga mesta. V vseh teh, obeh teh projektih so bili samo tuji partnerji, nobeni slovenski, in tudi predlog za izbor vodilnega eksperta, lead expert, prihaja od strani prijavitelja, vodilnega prijavitelja, lead partnerja. Oni ponavadi predlagajo 2 do 3 ali pa celo samo z opisom, ker potem iz baze podatkov oziroma baze potrjenih ekspertov Urbak nekje vidi, kdo je tisti, ki morda najbolj ustreza in ki je povabljen ali 1, 2, celo 3 na intervju, da se nekako potrdi njegova, njegovo znanje, njegova pripravljenost, njegove reference in seveda tudi poznavanje področij. Rekel sem, da v bistvu ti eksperti so potrjeni strani Urbakta, kar pomeni, da za vsak program in tudi za ta program Urbak 4 bo v kratkem tudi razpis, na katerega se prijavijo kandidati, ki bi želeli biti eksperti v programu Urbak. To je relativno, kar rekel, taka obsežna, zahtevnejša prijava in tudi potem zunanji evalvatorji to ocenijo, pogledajo, tudi opravijo kak intervju ali povprašajo kaj dodatnega, na kar te potrdijo ali pa, rekel, tudi zavrnejo. Tako da eksperti, ki smo bili na razpolago v 3. programskem obdobju, praktično nismo več eksperti, ampak nekaj od nas ali večina ali del se bo seveda prijavilo zdaj na novi razpis. Kaj pomeni biti vodilni ekspert? Bilo je rečeno, nekajkrat Nina je omenjala, da je to podpora vodilnega eksperta in pa tudi drugih specializiranih ekspertov. Praktično predlaga tudi Urbak, da nekako se angažirata najmanj 2 ad hoc eksperta, ki sta morda angažirana predvsem za nek kratek rok in za neko specifično temo, ki jo mesta želijo podrobno proučiti in najti določene rešitve. Vodilni strokovnjak, lead expert, pa je praktično človek, ki spremlja omrežje ves čas trajanja tega projekta, trajanja teh 2 let in pol. On je strokovni vodič, je koordinator, je tudi spodbujevalec in seveda pomaga v veliki meri vsakemu od mest in pa vsem skupaj priti do tistega končnega cilja, to je pripravo tega integralnega akcijskega načrta, s katerim bi se določena politika tudi v mestih, v članicah tega omrežja, v partnerjih realizirala. Bilo je rečeno, da ima vsako tako omrežje, vsak tak projekt 2 faze.
faza 6 mesecev želi in mora tematika, usposobljenost timov in pa tudi sam program izvedbe, implementacije nekako prevetriti in postaviti na skupne temelje. Kajti v prijavi vsako mesto opiše, predlaga in nekako izhaja iz svojih prioritet, iz svojih izzivov ali iz svojih težav. Vse omrežje skupaj od teh 8 do 10 članic, partnerjev, pa mora nekako priti do skupnega imenovalca. Zato, ker skozi ta skupni imenovalec teh tem in izzivov se potem izoblikujejo ti integralni akcijski načrti, ki so predmet druge faze. In v tej prvi fazi ta vodilni strokovnjak v prvih 6 mesecih praktično obišče vsa mesta, vse partnerje, se podrobno seznani z tematiko, z ekipo, ki naj bi delala na projektu, to je pač tam management tim, projektni tim, in pa kar je pomembno tudi in je bilo rečeno, s tako imenovano Urbact Local Group oziroma Urbactovo lokalno skupino deležnikov, ki morajo sodelovati v celotnem procesu, tudi priprave in še posebej potem implementacije samega projekta. In seveda v tej Urbactovi skupini lokalnih deležnikov je potrebno zagotoviti tako nekako uspešno horizontalno sodelovanje, kot tudi vertikalno, kar pomeni, da pač se poiščejo tudi iz javnega in zasebnega sektorja ali iz mešanega sektorja tiste inštitucije in predvsem posamezniki iz teh inštitucij, ki bodo potem tudi sodelovali v sami izvedbi projekta. Ta skupina je lahko ožja oziroma tudi širša. No, v preteklem obdobju, ki je bilo zaznamovano s tem covidom in smo imeli velike težave samih fizičnih srečanj, je bilo ogromno, praktično 80% našega dela vezano na online, na pomoč s pomočjo interneta, različnih platform komunikacijskih. No in tudi te Urbactove lokalne skupine smo nekako prilagodili temu delovanju, tako da smo oblikovali na eni strani osrednjo skupino Urbactovih deležnikov, ki so bili dejansko specialisti ali pa involvirani, zainteresirani za določeno temo, ki je bila predmet obdelave, in pa potem širšo Urbactovo skupino lokalnih deležnikov, ki pa se je sestajala občasno, morda na 2 meseca ali 3, prevetrila ideje, delo, rezultate, predloge te ožje skupine in pa predvsem mednarodnega sodelovanja. Strokovnjak vodilni vam praktično v vsem tem obdobju pomaga z nasveti, kako se dotakniti, kako, s katerimi orodji nekako prodreti v vašo temo, s katerimi partnerji v samem omrežju lahko bolj sodelujete ali manj sodelujete, ker imajo pač zelo podobne izzive. In drugo to področje, ki je seveda zelo pomembno pri sami izvedbi projekta, je potem tako imenovana ta transnacionalna izmenjava med partnerji, kjer so predvidena srečanja vseh partnerjev, določi se temo, vodilni strokovnjak tudi določi temo in pa urnik, kdaj, kako in s kakšnimi temami, tako primeri znotraj omrežja, kot tudi primeri izven tega omrežja ali pa morda teoretičnimi modeli predstaviti posamezno temo in potem skozi samo delavnico 1 ali 2 na tem mednarodnem srečanju poiskati skupno neke predloge rešitev, ki tvorijo elemente za ta integralni akcijski načrt. Seveda je samo sodelovanje z posameznimi partnerji ves čas projekta in ni omejeno samo na ta transnacionalna srečanja, tako da gre za velikokrat tudi za individualna srečanja.
partner izrazi določeno skrb, določene dvome ali pomisleka ali ima določene predloge, se posvetuje z vodilnim strokovnjakom in potem ta sam z njimi organizira srečanje. Praktično je to online srečanje, kjer se obdela ta tematika. Ali pa možno, da se tudi povabi še enega partnerja v tak krog in se potem skupaj razrešijo ta določena vprašanja. Tako da poleg tega v prvi fazi te baseline study, ki ima tudi podroben načrt izvedbe samega projekta, v drugi fazi implementacijski, se potem v drugi fazi praktično ves čas dela na pripravi tega integralnega akcijskega načrta. In ta integralni akcijski načrt seveda mora tvoriti ali pa je v vsaj določeni meri, v določenem delu tudi vključen v politiko, razvojno politiko same občine. Tako da je to tisto, kar je tudi Nina nekajkrat poudarila, imeti močno podporo vodstva občine, župana ali pa tudi določenega kroga svetnikov, tista, ki vam bo pri tem dejansko zelo močno pomagala. Tudi delovanje te Urbaktove lokalne skupine, kar smo videli iz primerov dela v tem obdobju, kaže na to, da v tistih okoljih, kjer je močna podpora vodstva občine, tudi ti lokalni odbori, lokalni deležniki, njihove skupine delujejo bistveno bolje. Praktično ta strokovnjak vam pomaga priti do končnega cilja in njegovo delo ni povezano z samim menedžmentom programa, poročanjem ali finančnimi vprašanji, ker za to skrbi vodilni partner. To je tista občina, ki prevzame prijavo in ki potem tudi skrbi za samo tehnično izvedbo, za poročanje in za finančna vprašanja. Vsekakor je pri delu vseh partnerjev, pa tudi vodilnega strokovnjaka, zelo pomembna podpora Urbakt sekretariata. Lahko se na njih obrnemo kadarkoli, jih vprašamo za mnenje, za predloge, za ideje, prevetrimo naše ideje ali naše dileme. No in seveda v veliko podporo, na kar ves čas izvedbe projekta, implementacije opozarja in napotuje tudi vodilni strokovnjak, je uporaba teh različnih znanj in orodij, ki jih je Urbakt razvil v času teh svojih 3 programskih obdobij, to je ta Knowledge Hub in pa Urbakt Toolbox. Morda zveni recimo, ali pa tale sestanek današnji, čeprav je Nina poskušala zjutraj malo razvedriti udeležence, nekako bolj ne sivo, ampak manj proaktivno, interaktivno, vendar vam povem, da sodelovanje z Urbaktom je kot sodelovanje v eni veliki družini, kjer ne da se ali kregamo kot v vsaki družini, ampak izmenjujemo mnenja, dobivamo ideje, dobivamo podporo. In mislim, glede na to, da imam izkušnje z zelo različnimi in velikimi programi Evropske unije, je to eden najbolj simpatičnih programov, eden najbolj kooperativnih programov, kjer praktično bi rekel, da naj ne bo nobenega strah sodelovati, naj ne bo nobenega strah vključiti se v določena omrežja in videti potem, kako reševati tudi svoje urbane probleme. Morda je to en tak uvod ali pa en tak pregled, tudi kaj dela vodilni strokovnjak v tej fazi, dovolj. Najlepša hvala, Jane. Mislim, da ta beseda simpatično se je meni zdaj nekako v glavi ustavila. Res je, Urbakt ves čas poskuša neke nove metode, neke nove načine druženja, izmenjave znanj vzpostavljati in oblikovati. In na teh srečanjih nikoli ni dolg čas, vedno so zelo kvalitetno zasnovana. Tudi na teh
mednarodnih srečanjih, ki jih občine torej organizirajo, ko torej ostali partnerji pridejo k njim, so vodilni strokovnjaki zelo pomembni pri vsebinski pripravi teh srečanj, torej tudi tukaj niste sami in skupaj z vodilnim partnerjem oblikujete tale srečanja, kot pa je Janez že omenil, so vam strokovnjaki na voljo pravzaprav za kadarkoli v času projekta. Mogoče samo nekaj še detajlov v zvezi s tem, kako so si tokrat zamislili Urbact, torej prijavo teh strokovnjakov. Kot je Janez že omenil, Urbact v začetku programskega obdobja odpre nekako ta razpis za strokovnjake, s katerimi katerega se lahko katerikoli strokovnjaki prijavijo, s to neko malo bolj obsežno prijavo, in ko dobijo potrditev, so vključeni v tako imenovan bazen strokovnjakov, iz katerega potem lahko mesta za svoja omrežja črpajo te kompetence. Pomembno je mogoče predvsem za vodilne partnerje omrežij to, da bo zelo omejen čas, ko bo možno te strokovnjake izbirati. In je zato za tiste, ki bodo vodili projekte, zelo pomembno, da mogoče že v času prijave razmišljate, kdo so tisti strokovnjaki, ki bi vas lahko pri tem podprli. Urbact obljublja, da bi do konca januarja naj bil razpis za strokovnjake zunaj, torej v naslednjih dneh praktično, kar pomeni, da se bo ta bazen že počasi začel polniti in boste tako tudi marca že videli, kateri strokovnjaki so tisti prvi, ki so že na voljo. Potem pa boste mogli po potrditvi omrežja strani zunanje komisije boste morali predlagati v naslednji fazi, torej vodilni partner bo moral predlagati 3 strokovnjake, 3 vodilne strokovnjake iz tega bazena. Neka mogoče podrobnost, da morajo biti vsaj iz 2 različnih držav, pa vsaj eno mora biti ženskega spola, s čemer se torej nekako poskuša. Že v bazenu je ponavadi več moških kandidatov kot ženskih, ampak tukaj predvsem želijo spodbujati to enakost, enakopravnost. In takrat bodo izvedeni tudi ti intervjuji, ki jih je Janez omenjal, torej da se ugotovi, če ima torej vodilni partner prave kompetence, da pokriva to področje, in če se torej dobro povezujete. In takrat potem se bo torej ob začetku projekta tudi vam že vodilni strokovnjak pridružil in se z vami podal na to pot. Za vse, ki boste potrebovali še kar več informacij, kar na dan z besedo, kasneje ali pa tudi kadarkoli po telefonu, res upamo, da bomo tudi v tem programskem obdobju dobili nekaj slovenskih strokovnjakov, tako vodilnih, kot pa seveda, če imate neka specifična znanja, vedno se je možno pridružiti tudi kot tale ad hoc strokovnjak. Bazen strokovnjakov je pa odprt ves čas in torej se lahko pridružite, ni nujno, da za to omrežje, ampak tudi kasneje v času trajanja programa. Ob tem, toliko mogoče samo na kratko, ob tem, kar imamo mi danes tukaj Infodan, tudi Urbact na ravni programa organizira nekaj malo bolj targetiranih dogodkov, ki se torej nekako poslužujejo bolj določenih tem, kako torej vzpostaviti partnerstvo, kako delovati kot vodilni partner, kako torej oddati prijavo. 2 od tega sta že potekala in njihovi videi, če bi vas zanimalo, so na voljo na tej Urbact podstrani. 2 pa še bosta potekala, torej 2 webinarja. In če vas te teme pritegnejo oziroma bi želeli izvedeti še kaj bolj podrobno, imate tukaj možnost, da se še temu pridružite. Kot pa je Janez tudi mogoče pa jaz že prej omenila, da Urbact ob tem, da torej podpira ta omrežja,
ima še neko celo zakladnico nekega dodatnega znanja, ki ga ponuja, predvsem na svoji spletni strani. To je ta Urbak Toolbox. To je neka zakladnica orodij, metod, ki jih lahko vi tudi uporabljate v svojem vsakdanjem delu, v svojih vsakdanjem nekih oblikovanju nekih dokumentov, ko raziskujete neke nove teme, ko ugotavljate, na kak način bi sodelovali z javnostjo, na kak način bi kontaktirali pomembne deležnike. Tukaj je zbrano res ogromno nekih metod, na kak način se lahko v različnih situacijah torej tega lotite. Urbak, torej tudi tiste teme, na katerih področjih se je že nabralo več znanja, nekako zbere in tudi jih nekako še dodatno obogati v svojem temu centru znanja oziroma v Knowledge Hubu. Trenutno na teh temah, kot vidite tukaj, strategic procurement, torej javno naročanje, hrana, digitalna preobrazba in pa enakost spolov, to so neke te teme. In pa, če se ne motim, v prejšnjem mesecu je bila dodana še tema urbana oziroma trajnostna mobilnost. To so neke teme, v katerih imajo že neko res zakladnico znanja in so gori od različnih webinarjev, do različnih tudi izobraževanj, do priročnikov, katalogov, res dobrih praks. Tukaj je vse zbrano na enem mestu. Tako da vas vabim, da si mogoče na teh temah tudi tukaj kaj pogledate. In pa seveda, kot sem omenila, ko boste iskali teme za partnerstva, vedno lahko neko inspiracijo črpate iz tega, kaj so v preteklosti že omrežja počela. Vsa omrežja torej lahko najdete na spletni strani in tudi z uporabo nekih ključnih besed ali pa po področju, po državi pogledate, kaj se v Urbaktu že dogajalo. Če pa boste želeli tudi v bodoče kakršnekoli informacije z Urbakta prejemati, imajo tudi oni novičnik na voljo, na katerega se lahko prijavite. V primeru, da želite pa prejemati v slovenščini, pa tudi te stvari, kaj v okviru Urbak nacionalne točke počnemo, pa ste, mislim, da že ob prijavi dobili možnost, da obkljukate, če želite prejemati naš novičnik, kjer potem tudi na mesečni ravni obveščamo o kakšnih novostih, delimo z vami kakšne zanimivosti, vas povabimo na dogodke in podobno. Tukaj je samo še zbranih teh nekaj ključnih informacij, ki vam jih bom posredovala tudi v mailu, na kak način nas lahko kontaktirate. Zdaj pa mislim, da je čas, da upam, da sem vam predala čim več informacij, ampak vsekakor je čas, da še tudi vi kaj vprašate